Dragi obiskovalci, spoštovana publika, spet praznujemo. Tokrat z domačinko, umetnico Vesno Bukovec. Čist za uvod bi mogoče povedal par mojih opask o tej razstavi. Vesna je v resnici mislec na mesto nas. Ja. Tako da bote pozorni na to, kar je seveda na stenah, kar objavlja svojih razmišljanj. Nekako deluje v tistem času, ko smo vsaj večina izmed nas že bili. Ko je taka skupna lastnost ali pa ena rdeča nit se vleče, kaj pa vem, iz ustave leta 1974. Če se mogoče kdo spomne, kaj je bilo takrat, ne. Ampak, ok, nekateri smo to doživeli. To, kar je na kakšnih stvaritvah objavljeno kot ideja novega časa. Na nek način je pa to star čas. Tisti, ki smo ga mi že absolvirali, pa na en tak čuden način zavrgali, ne, pa zdaj vidimo, kje smo bili, ne, ali pa kaj smo imeli, ali pa kako je to bilo, pa smo v resnici vse malo sfižili, pa nekaj se pokvarjali, pa zarustali, pa zaribali, tako naprej. No, ampak ni namen zdaj o tem, da bomo mi zdaj tukaj razpravljali o preteklosti, ne, ampak se bo zvestno pogovarjala malo o sedaj, pa mogoče še malo naprej. Torej, to, kar vidimo tukaj, ne, je v resnici pretresljivo, presumljivo. To, kar bi morali mi vsak dan razmišljati, pa se nam zgodi, da v resnici to počnemo, ne. Da vsak dan razmišljamo že o katastrofah, ki se nam dogajajo, ali pa ki se dogajajo okrog nas, ne. Pa me zanima, Vesna, kako je to pri tebi, ne. Ali te to zelo obremenjuje, ali imaš eno distanco, ali imaš to, kot bi rekel, eno kepo testa, s katero ravnaš, ki jo hočeš razumeti, ki jo procesiraš in jo pol izliješ na svoje umetniške dele. Ja, v bistvu pač seveda veliko premišljujem o teh stvarih, pač v svetu, v svojem bivanju v svetu, o tem, kako pač mi bivamo v svetu, kaj vse je narobe, pač dnevno se soočamo pač s stvarmi, ki so res grozen narobe, sploh se mi zdi vedno bolj, vsako leto bolj. In nekako pač, ne vem, mogoče v tej svoji umetniški praksi sem se dosti kmalu začela spraševati, o čem bi sploh pač govorila, ne. Nikoli mi ni bilo nekaj abstraktno raziskovanje, mi ni bilo nekaj blizu, ampak mi je bilo vedno pač pomembno neko podajanje izjava, ne, se pravi nekih svojih stališč, pač ko premišljujem o svetu in nekako potem skozi ta svoja dela potem izjavljam neka svoja stališča ali pa svoje mnenja, recimo, ali pa kritiko, recimo, ne. Tako da ja, so obdobja, ki me pač zelo stvari potrejo ali pa zelo pač matrajo in potem pač o tem premišljujem, ne, in nekako probam preliti to v svoja dela, ampak ja, seveda pa nekako moram pač lih tako kot vsi drugi tudi jaz nekako preživeti, ne, ker pomeni, da pač neka distanca seveda imam do teh stvari in tudi včasih to noter vključim v svoje dela, ker dejansko, ja, vsi v bistvu nas prizadane, saj ne prizadane samo mene, ne, vse nas prizadane, ampak pol kar nekako pač to damo na stran, zato da lahko svoja življenja, privilegirana življenja, ki jih imamo tukaj, živimo naprej. Ravno to sem te hotel vprašati, kako handlaš s tem, kako je ta teža zlasti zdaj, ne, mogoče v zadnjem času, ne, s tem spopadom na Bližnjem vzhodu, oziroma kako se temu reče. Zelo velik imen ima, ne, ampak moramo reči to pravga, ne,
zgleda, da je Palestina res ta pravo ime. Česa tako hudega, recimo, ne, kot vidimo zdaj, ne, ko posnamajo, ne vem, razmisarjene otroke, ranjene, ko so ljudje popolnoma v šoku, eni in drugi, ne, napadalci in žrtve, ne. Uni so, ne vem, ali zadrogirani, ali pretegnani, ne. Žrtve so sam še krvavijo, ne, in v resnici samo čakajo na neko obliko minevanja oziroma smrti, ne. In če smo kolikor toliko človečni, ne, nas seveda to zadane točno na sredino srca, ne. In je to na nek način zelo težko obvladati, ne, da te emocije ne povozijo popolnoma, ne. Preprosto rečeno, da se ti ne utrga od hudega. Kako to ti narediš? Ja, težko. Mislim, ravno to sem tudi veliko premišljevala, ker tukaj stvari, ki jih vidite na razstavi, so v bistvu iz obdobja večjih let, ne, iz daljšega obdobja. In potem, v bistvu, ko sem razmišljala res, kaj zdaj, ne, trenutno najbolj aktualno seveda vojna, genocid v Gazi in vojna v Ukrajini, in v bistvu, ko sem razmišljala, kako to nagovoriti, sem res dejansko ostala brez besed. In nekako nisem izdelala, da sploh je možno to kakorkoli upodobiti, ker je toliko grozen. Tako da sem se zato pol odločila, da sem v bistvu samo te protivojne izjave pač dala samo pač čist preprosto izjava, pač, ker enostavno ne morem drugega narediti, ker je preveč grozen. Ja, tukaj se soočamo ali spopadamo recimo ne, z eno zelo radikalno obliko iracionalnosti, ne, oziroma neracionalnosti, popolno odsotnostjo preko človeškega in ne vem, kako bi rekel, normalnosti, ne. No in, ampak vseeno ti še vedno delaš, še vedno razmišljaš, izjemno zanimive so vse te, kako bi temu rekel, risbe, ne ilustracije, ampak risbe enega stanja, ki nas je zateklo, ne, ali pa ki nas zateka že skozi, ne. Sej to ni od včeraj, ne. Vsi ti migranti, recimo, ne, kako je bilo pa v Jugoslaviji? Pa se kdo spomne, kako so bili v Jugoslaviji vlaki vedno polni? To pa zato, ker je bilo pol Jugoslavije na vlaku. Pol je bila pa doma in oni, ki so bili na vlaku, so potovali na obisk unim, ki so bili doma. In tako naprej. In te migracije so se skozi dogajale, ne. Pa ne za skozi, ampak tako instant, obiskovanje in tako naprej. Pol se je to obiskovanje zvibriralo na beg, ne, na beg naših bratov, recimo iz Bosne zlasti, ne, iz vojnih območij, iz območij totalnega uničenja, ne. Zelo zanimiv, ne, kako smo tole lepili, ne, in sem zagledal to verigo teh, ki si podajajo vedra, ne. Že prej povedal, da sem videl dokumentarne filme o Berlinu leta 1945, ko je bilo konec vojne. In kaj se na tistih filmih vidi? Ta isti prizor. Ne. Same ženske, nobenega moškega ni. Kar pomeni, da so ženske, ki so ostale ali pa ki so preživele, ki so uspele preživeti, ki se jim ni utrgali seveda od samega hudega do konca, ne, uspele zgraditi Berlin na novo. Pa ne samo Berlin, ne, Nürnberg, München, ne, ker je bilo vse razbito. A si predstavljate, kakšna, ne vem, kako bi rekel, daj ti povedal, da nam sam jaz govorim. Ja, v bistvu sem ta projekt Solidarnost je nastal, ker sem bila povabljena v Slovenj Gradec, da sem raziskovala zapuščino umetniško Pina Boggija, to je en italijanski umetnik, ki je en del svojega življenja v Slovenj Gradcu tudi preživel. In on je zelo veliko delal že v 60-ih, 70-ih z ljudmi na ulici. In jih je pač spraševal različne stvari in on je takrat
v bistvu odpiral neke te tudi vprašanja, aktualne družbeno-politične vprašanja in je ljudi na ulici sprašal, kakšno je njihovo mnenje. Ne? In ko sem jaz pol to raziskovala in sem rekla, ok, ko mi je zdela razstava, pa je to itak zelo blizu že tako mojem delu, pa mojem principu, da bom jaz pač tudi podoben princip naredila. Ne? In potem, ko sem razmišljala, ok, on je pač takrat v 60-ih vzel fotografije iz časopisov pa iz televizije in to so bili, ne vem, teroristični napadi pa začetke onesnaževanja okolja, ne? In te dosti grozljive slike pač on natisnil in je to pokazal ljudem na ulici, da so komentirali. In pa sem razmišljala, ok, pač zdaj vse en toliko časa minil, zdaj smo bombardirani v medijih pač z vsemi temi groznimi podobami. In sem pa razmišljala, da ne bom tudi jaz ponovila tega, da spet kažem neko negativno, neko strašno podobo, pa dajmo raje razmišljati o tem, kaj bi bilo lahko pozitivnega, kako bi pač družbo spreminjali, da bi pač svet bil boljši za vse. Ne? In to je bilo letos spomladi. In pa sem pač razmišljala, kaj naši družbi trenutno najbolj manjka. In se mi zdelo, da je ta solidarnost, pač, kaj najbolj manjka na vseh nivojih. In pa sem iskala, pač, ko sem premišljala, kako bi to solidarnost lahko najbolj upodobila. In sem pač po internetu iskala različne podobe na to temo. In sem zelo velikrat naletela na to podobo, se pravi te gasilske vrste, nekako tako se reče temu. In to so bili zelo zanimivi prizori. Med drugim so tudi tako, recimo, knjižnice selili, da so pač ljudje postavili prostovoljke pa prostovoljci in so knjige, pač celotne knjižnice preselili. Tudi, ja, po vojno obdobje, recimo... V Mariboru je bilo recimo tako, ne? Ja, pa nas tudi. Nite vedela. Stare dobi. Tudi. Opeke so delali. Ja, opeke, pač, kar je bilo potrebno takrat, to je v bistvu nekako se mi zdaj, da je tako zelo lepo simbolizira ta veriga, to, da ko ljudje skupaj stopijo in v bistvu vsak en majhen delež ali pa en majhen del ali pa majhno težo pač prevzame in ker so pač skupaj povezani, potem lahko se res nekaj premakne, ker en sam človek ne more nič, če pa skupaj stopimo, pa lahko marsikaj naredimo. In potem se pač, to je bilo res zanimivo, ker to je bila razstava, potem se je odprla, mislim, da je bilo konec julija, oziroma konec junija, in pa so se pač tekom, pa še to bi povedala, da je bilo v bistvu tudi na razstavi en tak velik plakat, na katerem sem ljudi spraševala, kaj za njih pomeni solidarnost, kako se oni predstavljajo, kje vidijo, da jo je premalo, kako jo izvajajo, zakaj jim je pomembna pač taka vprašanja. In pa se tekom moje razstave se pač zgodile te grozne poplave avgusta in pa se je skazalo kar naenkrat v bistvu, koliko je te solidarnosti v družbi. Tudi v medijih je bila povsod solidarnost, pa je bil solidarnostni prispevek, pa dan solidarnosti, pa povsod je bila ta solidarnost. Ker se mi zdaj tako super, evo, se je pokazala, saj to smo itak vedeli, da solidarnost pač sploh, če so neke katastrofe, da vedno je bila prisotna. Ampak potem sem pa pač, ko sem opazovala celo situacijo, kakšen mesec potem, ko je malo tako nekaj časa minili, pa ta solidarnost začela malo padati v bistvu. In zelo hitro se mi zdi sploh, ne vem, če gledamo na spletu, pa spletne komentarje ali družbeno omrežje, tam res solidarnosti zelo veliko manjka, tam je res grozen enega sovražnega govora in recimo na teh področjih nam še vedno manjka solidarnosti. No, zanimivo se je obračal vse skupaj, ne vem, ravno včeraj, ali kdaj je ministrica za kulturo nekaj govorila o novi zakonodaji, o sovražnem govoru, ne. In izgleda, da se bo tukaj nekaj premaknili tako zares. Skratka, da tudi ta vladajoča elita trenutno, vsaj na nekaterih področjih misli resno. Seveda imamo pa takoj polhan tistih, ki polena pod noge mečejo in podkolenske dajo in v rebra in ne vem kaj. Okay. Ja, izjemne zanimive so te tvoje barvne grafike, tako rekoč tiski. Seveda jasno spet s pretresljivimi prizori, ki so vidni že pač takoj, očitni in tako naprej. Rekel ta estetika uničevanja ali pa estetika smrti celo, zlasti v tisti grafiki s mrtvim otrokom. Ja, ne, tle te popravim, ni mrtev otrok. Ni. Rojen otrok v žici. Ja, v bistvu na mestu gnezdu je v žici. Tako.
Skratka, to se še vedno dogaja. Ne? In to je pri tebi vstopil v eno estetiko, v umetnost, ne? V produkcijo, tako kot recimo pri Ai Weiweju, ne? Ko smo videli na veliki razstavi na Dunaju, ne? Ki je naredil modro keramiko, ne? Ampak tam niso bile rože kot ponovadi upodobljene, ampak tanki pa soldati pa groza pa tako naprej. Kako je tvoja estetika zdaj vstopila ali pa kako je ta destrukcija vstopila v to estetiko tiska ali pa grafike ali pa tako naprej? Zakaj si se odločila ravno za to tehniko? Mogoče moram malo pred zgodbe povedati, kako je sploh ta projekt nastal. V bistvu je tako, jaz sem do tega projekta, to je bilo leta 2015-2016, se pravi, to je to obdobje te grozne migrantske krize, pač balkanske poti. Jaz sem tudi takrat v bistvu, so bile moje risbe predvsem bolj polne nekega humorja pa neke ironije, recimo, nekako tako malo ironično sem pristopala k temam. Ne. Potem se pa pač ta situacija zgodila, ki me je zelo pretresla in v bistvu sem se odločila, da grem pač pogledati in pomagati v to, se pravi, ta začasna begunski centri, ki so bili, ne. Pač šla sem res samo enkrat na Šentilj in sem imela hkrati tam to srečo, da sem spoznala pa Vidat Tamimi. To je pa pisateljca, italijanska pisateljca, ki je v bistvu, kar je zelo zanimivo, judovsko-palestinskih korenin. In ona živi v Ljubljani že nekaj let. In ona v bistvu je bila prostovoljka za Rdeči križ in ker govori arabsko, je ona pač pomagala, da je združevala družine, ker takrat je bila situacija, da je pač hrvaška in slovenska policija enostavno ljudi ločevala in je družine ločila. In so bili vsak na svojem avtobusu in otroci v bistvu so bili tam zgubljeni in niso mogli niti komunicirati, ne, ker niso znali drugega jezika kot arabsko. In je bila res težka situacija. In ona je tam pač pomagala in se za te otroke zavzela in pač reševala situacijo, ker je pa pač pisateljca, ne, ona sama čist pri sebi zvečer te grozne zgodbe predelovala, tako da jih je nekako pretvorila v kratke zgodbe. In potem je bila ravno v tistem času tudi imela en intervju v Delu in je pač omenila, da te zgodbe piše in so oni rekli, to bi pa mi objavili v časopisu in so hoteli v bistvu, da je zraven vsake zgodbe še fotografija teh ljudi. Ne. In je pa ona rekla, da to pa res grozen, zato ker v bistvu ni hotela jih pač še naprej izpostavljati, ker so že tako preveč pretrpeli. In to nikakor se ni strinjala. In potem, ko smo se midve spoznale, je v bistvu pa mene povabila, če bi pa jaz to ilustrirala, ne, te zgodbe. Tako da te zgodbe so pa v Delu izhajale, mislim, da je 3 mesece, 12 zgodb je bilo. In to je bilo res tako, ona je vsak teden eno napisala in ona piše v italijanščini, tako da v bistvu je bilo treba najprej prevesti in potem sem imela ene 2 dni, da sem to ilustrirala in je bilo objavljeno. Ne. In to je bilo kar tak res zanimiva izkušnja, pa precej zahtevna. Ne. In tukaj sem jaz mogla v bistvu se tudi sama sabo nekako soočiti, kako sploh k temu pristopiti, ker je res so toliko težke teme, da nekako seveda ne morem več s to ironijo pa z nekim humorjem pristopati. Ne. Ampak sem nekako pač ohranila še vedno to pač svojo risbo, ki jo imam, ki je načeloma delana po nekih fotografijah, ne, kot izhodiščih oziroma pač nekako prirejen. In zato sem se odločila, da bom tudi barvo vključila zraven, ker ima nek tak, se mi zdi, čustven moment. Ne. In se pravi, te risbe so bile tako delno narejene z roko, pač narisane z nalivnikom, delno pa v računalniku, pač pobarvane v računalniku, kar je bilo za potrebe tiska v časopisu čisto zadost. Potem sem se pa nekako odločila, v bistvu, ko sva ta projekt zaključila, ne, se mi zdelo, da to bi pa res lahko bilo v tehniki sitotiska, nekako se mi zdelo, da bi to zelo dobro lahko spadalo. Ne. Tako da sem se pa odločila, sem naredila izbor teh 5 risb in v resnici je to grafična mapa, ki ima pač te risbe, imajo zraven, mislim, grafike imajo zraven zgodbe in je tudi v bistvu izdelana mapa, ročno in je pač celoten produkt. No. To sem pa tiskala v MGLC-ju v Ljubljani. Tako da pač v bistvu sem prvič po akademiji nekako se lotila spet grafike, pa mi je tudi seveda pomagal ta grafični mojster tam v MGLC-ju, tako da je to vsem kar zahtevna stvar. Ja, zelo. Odlično. Evo, pa smo zdaj izvedeli, kako, na kakšen način, kje je ozadje, kako
je nekaj vstopil, pa ena druga stvar izstopila, ne. Mogoče ta humor se čist zgubil, ne. Ja. Zdaj me pa zanima, koliko imaš ti mogoče zveze še s tistim delom solidarnosti mogoče, ki sem jo čisto na začetku omenil. V Jugoslaviji pa to nekako nekaj bilo, ne. Se spomnim, ko smo delali solidarnostne sobote, vsake toliko časa za Kosovarje, pa smo delali ob sredah ali pa ob torkih 2 uri več, ne, do 4 popoldne, in ste šli tiste 2 ure zaslužka za nerazvite ali nekaj tasga, ne. To je bilo vse solidarnost, ne. Ampak takrat je bilo to tudi, rekel, je to tako zgledalo, ne, da ko si rabil zdravnika, si ga imel. Zdaj tega, to sploh ni več tako, ne, to ni več vprašanje. Zdaj je nič, ne, tako taka vakuum, odsotnost. Skratka, vse je bilo zelo drugače, pa mogoče bolj solidarno, sicer s stisnenimi zobmi, pa pestmi v žepih, ne, pa kaj bomo za une delali, pa ne vem kaj, ne, ampak vseeno je nekako to šlo, ne. Zdaj pa mene zanima, kako je tvoj akcionizem pa angažiranost, ne, kako to vpliva na rezultat te solidarnosti, na to, da ti to hočeš registrirati kot nekaj, kar si naredila za ljudi, preko svoje umetnosti. Ja, mislim, nekako pač, to je nek medij, skozi katerega se izražam, hkrati pa pač, ko imam možnost imeti razstavo, pomeni, da imam pač tudi nek javni prostor na razpolago, pač skozi katerega lahko nekaj povem. Tako da se mi zdi, da pač to priložnost, ki jo imam pač s tem, da imam razstavo, pač izkoristim za to, da pač ta sporočila podam, ne, ki se mi zdijo pomembna. Zdaj, koliko dejansko lahko prispevam k temu, da se družba res spremeni, to je zdaj drugo vprašanje. Ne? To je vedno to odprto vprašanje, koliko lahko umetnost dejansko prispeva k temu, da se umetnost spremeni. Ampak ja, mislim, da je treba gledati dolgoročno, ne? Da pač več, ko nas je, ko pač javno govorimo o teh stvarih, pa pač javno pozarjamo na neke stvari, ali pa kako bi mogle stvari biti, ne? Večja je možnost, da se bo nekaj spremenila. Ne? Vsak dela na osebni ravni, ne. Ja, to pa najprej, ja. In to s tistim, kar obvlada oziroma kar zna, ne. Tako da, ja, in točno to, kar si prej rekla, ne, ta gasilska vrsta, ne, pač po eno enoto, vsak prispeva eno enoto, ne. S tem, da je treba zelo, zelo veliko ljudi, ki prispevajo eno enoto, proti tistmu, ki je recimo pa en sam, ne, pa sprož destrukcijo, ne vem, več milijonov enot, ne, ali pa ne vem česa, ne. Tako da, ampak zdi se mi zelo pozitivno, ne, da govoriš skozi umetnost, ne, oziroma da si svoj kreativni prostor odstopila temu, ne, razmišljanju. Naslednje vprašanje, kako prideš, recimo, smo govorili na akademiji o truizmih Jenny Holzer, ki jo tudi omenjam v zloženki, ne. Ona se je prav stranirala, ne, prav, mislim, da je šla celo eno kot terapevtsko šolo, kjer se je naučila izluščati bistvo iz neke situacije in ga ubesedati v enem stavku ali pa v parih besedah, ne. In je naredila zelo veliko teh truizmov, ne. Pa me zanima, kako ti k temu pristopaš, ne? Kako narediš recimo tak sežetek, kot je na tistih risbah, ne? Kjer nobena črka, nobena beseda ni odveč in točno to, kot jih je, jih mora biti tam. Ja, ne vem, zelo veliko premišljujemo, ne, o pač temi, recimo, kaj nekako se odločam obravnavati in potem pač melim to dolg časa in nekako pač skozi proces, mogoče, mislim, imam pač neko idejo in pa skozi proces nekako se izkristalizira, recimo, no, tako, nekako. Težko drugače povem. Ja, v temne sem videl, ko si dodala zraven te dopisnice, ali kartice, ja. Iz
Koroške, kjer ljudje razglabljajo ali pa predlagajo, ali pa ugotavljajo, kako bi bilo, če ne bi bilo meja. Mi smo zelo malo časa živeli v eni iluziji, da smo Evropa regij, da nimamo več državnih meja, da nismo več preko tisti klasični dobi nacionalnih držav. Ampak zdaj smo kar naenkrat, tako nas je pahnilo to, odnesli, meje so se zaprle in zarobotali zelo močno, ker so železne zavese spet, ograje in kaj ne. Kako bi, a imaš idejo, kako bi to rešili? Ja, v bistvu so teh 9 risb tle nekako so pač moji predlogi. No. Tle mogoče spet lahko povem malo ozadje tega projekta. Povabili so me iz Koroške galerije v Slovenj Gradcu k enemu projektu Koroška 100 let pozneje in to je bilo v bistvu ob 100. obletnici plebiscita Koroškega. Da pač v bistvu je takrat bila celo ideja, da bi bila neka serija delavnic, ki bi jih pač po Koroškem jaz delala, ampak pa se je zgodil ta nesrečen COVID, ko se je vse zaprl in je to odpadalo. In pa sem se razmišljala, kako bi lahko vse nekako do ljudi prišla in sem pa v bistvu pomislila na to, da če bi pa pač neke razglednice imeli, pa da jih po pošti pošljajo, bi pa lažje recimo lahko nekako skomunicirali. In potem, ko je bila tudi ta tema, se pravi meje, nekako sem pa o tem razmišljala in hkrati sem imela seveda skozi v glavi pač to situacijo migrantsko težko, ki je zdaj, nisem pač že skozi, ampak v teh letih še toliko bolj izrazita mogoče. In dejansko, kaj res to pomeni, če imaš ti recimo to srečo, da se rodiš v neki kar toliko normalni državi, recimo, ali pa pač v neki evropski državi z evropskim potnim listom, kaj pa pomeni, če se rodiš v neki državi, pač, kar nič ne šteje pač na svetu, recimo. In tukaj sem pa začela raziskovati in razmišljati, kaj to pomeni, če ne bi bilo državnih meja. In sem najdla na internetu kar dost enih razmišljanj na to temo, tudi v bistvu enih spletnih strani, kjer zbirajo predloge in filozofske in sociološke in pač vse možne na to temo, v bistvu pač alternative svetovne ureditve brez držav, se pravi brez nacionalnih držav. To pomeni pač neka svetovna vlada, pomeni, da bi se pač manjše skupnosti organizirale, se pravi ne na nivoju države, ampak na nivoju nekih mest, recimo, kjer bi se lahko pač seveda glede na jezik recimo združevali ali pa na neke skupne interese. Nekako pač cel kup enih idej. Med drugim so bile tudi ideje to, da se pač pogleda te neke mite pa zgodbe staroselcev različnih, se pravi afriških ljudstev, azijskih ljudstev, pač vse te zgodovine, ki jih pač zahodno... evropskih ljudstev, recimo. Ne, ravno to, ker dejansko je pač ta zahodna zgodovina, zahodni svet pač samo eno linijo prileži vaš čas in nekako pač spregleda oziroma niti nas ne zanima, kaj dejansko pač preostali del sveta, kakšna je njihova zgodovina, kakšni so njihovi arhivi, njihovi pogledi, filozofije. Tako da to je tudi ena od stvari bila, recimo. Hkrati sem pa pač, ljudje so mi zelo zanimive stvari poslali na karticah, zdaj sem tam samo en res tak mini izbor, sam toliko za občutek naredila, ampak dejansko za ta naš prostor je vsem pač meja, pač za ljudi, ki so v meji živeli, je lahko bila kar huda izkušnja sploh takrat okrog prve, druge svetovne vojne. Pol v času Jugoslavije seveda je bilo drugače. Tudi smo imeli veliko večjo srečo, mi tukaj, ker ni bila toliko stroga železna zavesa. Dobro, ampak zdaj se pa spet, sigurno, zdaj se pa spet zapira, seveda. Tako, en tak, rekel, privitene sinusoidene, ko se stvari nekako zmehčajo, pa se pa spet otrdijo in padajo dol in padajo. In se mi zdi, da te paci so čez dali globi. No, ampak, da ne bova midva samo o teh težkih problemih govorila, dajva reči še nekaj o užitku. Ker se mi zdi, da vsak ustvarjalec je vezan malo na užitek ob tem, kar počne. Pa mi povej, koliko je tega pri tebi? Ali pa kje je ta užitek? V bistvu je,
užitek je nekako povezan tudi s tem nekim anksioznostjo v resnici na nek način, zato ker jaz delam na ta način zelo projektno delam, ne? In potem pomeni, da sem vedno na nek rok vezana na nek deadline, ali je to razstava, ponovadi je to razstava ali neki, a ne, tako da... Tako kot vsi umetniki. Tako kot vsi, ja. Tako da v bistvu zelo velik pač del tega časa namenjam razmišljanju, pač raziskovanju in potem, ko je že res močen pritisk časov, na ne pol nekako se zgosti, pa, da pač tudi ta ideja, da se nekako izkristalizira in potem je zelo kratek ta čas za izvedbo, takrat je tak kar velik pritisk. Tako da v resnici je še največji užitek pol, kaj stvar narejena, se mi zdi, no, ko vidim pač, kaj je rad ali pa nekako, da sem zadovoljna, se mi zdi, da je to še nekako najboljše. Ja, jaz sem spremljal ta tvoj proces, nekako si sestavila, postavila razstavo. Vmes sem malo meril, moram reči, sem tudi malo z metrom okrog. Ampak to veliko je ena taka tehnikalija manjša. In moram reči, da razstava izjemno dobro stoji, pa sedi ali pa leži na stenah. In v zvezi s tem bi imel potem za konc, itak bi bilo debate lahko še zelo veliko, še eno vprašanje. In to je domžalsko vprašanje. Kaj je umetnost? Ja, to ni enostavno vprašanje. Rečva, da bo imela kolokvino. Ja, mislim, umetnost je lahko marsikaj, no, se mi zdi, pač umetnost je, zanimivo je to, da sem pač eno prvih del, ko sem jih naredila, pravzaprav diplomsko delo, je bilo ravno, oziroma, ja, je bilo vprašanje, kaj je umetnost, če je umetnost potrebna, in v bistvu tudi umetnost nekako za laike. V to delo sem vključila svoja starša in smo se pogovarjali ravno o tem, da v bistvu vsak, ki pač dela nekaj z veseljem, z nekim srcem, z nekim zadovoljstvom, z neko srčnostjo, da je to v resnici tudi umetnost. Tukaj v bistvu se lahko navežem na Boysa, ki je rekel, da je pač vsak človek umetnost. Pa tudi zgodovinske avantgarde, ki so si pač nekako prizadevali preplest življenje in umetnost. Se pravi, vse, kar v bistvu vsakdo, ki nekaj z veseljem počne, pač v kakršnemkoli materialu, mediju, s čimerkoli, pač da nekaj kreativno se izraz, je to umetnost. Zdaj, eni imamo pač to srečo oziroma ta privilegij, da lahko to pol pokažemo v galerijah, ampak v bistvu se mi zdi, da je najbolj pomembno to, da si pač ti, ko nekaj ustvariš, zadovoljna sam s sabo, da te to nekako srečuje. To se mi zdi najbolj pomembno. No, zdaj veste, odkot meni ideja o domžalskem vprašanju, oziroma sploh, odkot domžalsko vprašanje? Izvestnine diplome. Zares. Tako da, Vesna, evo, zdaj boš šla ti med publiko in te bo še publika sprašvala. Jaz vas vabim tamle na malo pogostitve. Malo vam moram še povedati, kaj planiramo. Pravkar smo bili na 2 razstavah v soboto v Mestnem muzeju in v Narodni galeriji, kjer smo si pogledali zelo zanimive razstave, eno kiparsko, pa razstavo žensk umetnic od 1850 do 1950, ki je sicer malo pomegljiva, pa nič hudega. To je v resnici neskončna razstava. Pojdite jo pogledati. Res, obe razstavi sta vredni večkratnega ogleda. Planiramo pa iti, to zdaj lahko že prav za sigurno povem, 13. januarja, to je sobota, se bomo z vlakom odpeljali v Zagreb gledati Meštrovićevo razstavo. To je prva in največja postavitev Meštrovićevih del skupaj na enem prostoru, zato je to vredno ogleda in bomo šli. Naslednja razstava bo spominska razstava, tudi zelo zanimiva, izjemna, tako naprej, to boste videli malo v bilih in občinskem časopisu, pa na netu, pa tako naprej. Drugače vam pa Galerija Domžale, oziroma program Galerije Domžale, vam želi
Srečno. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala. Thank you.